Hvala lepa. Ja, torej v uvodu tega našega simpozija bi do suš pristopil mogoče na bolj kulturno-zgodovinski način in bi rad nadaljeval razmislek, ki ga je že načela doktorica Sušnik, ki je omenila kamne lakote. Torej, predstavil bom na kratko te kamne kot neke vrste obeležja v spomin na sušo in lakoto, ki je iz teh suš izhajala in ki je značilna za nekako naš širši prostor, predvsem za srednjeevropsko področje. Torej, ko se zgodi predvsem neke naravne nesreče, ki pustijo nek pečat, ima človek ponavadi tendenco, da to obeleži na tak ali drugačen način, tako da imamo že precej zgodaj te razne in hidrološke in drugačne meritve, imamo kronike, ki poudarjajo take dogodke in njihove posledice, imamo pa tudi neposredno na terenu, torej takšne in drugačne spomine, ki obeležujejo dimenzije raznoraznih naravnih nesreč, ki so se zgodile v tem prostoru. In zdaj, lani smo se tukaj pogovarjali več o poplavah, torej bolj o problemih, ki nastanejo s preveč vode kot s premalo vode. No, in to je precej dobro znano, ne, da se to obeležuje tako rekoč po celem svetu, ker posledice poplav je seveda precej lahko identificirati in kvantificirati. Tako da to gotovo vsi poznate, te oznake najvišjih doseženih gladin, ki so se zgodile ob poplavah. V literaturi pogosto se omenja pod tem nemškim imenom Hochwassermarke in imajo že dolgo zgodovino. Recimo tu sem zbral par primerov, se pravi ta leva zgornja slika je iz enega rimskega muzeja in je en kamen, ki je bil postavljen že v 12. stoletju v takratni papeški državi, ki spominja na poplave Tibere v Rimu. Desno zgoraj je eden od številnih markerjev, ki so postavljeni v Budimpešti, torej 1838 je bila huda poplava, ki je uničila pomemben del mesta in je še danes to obeleženo s številnimi takimi ploščami. Potem spodaj sta pa dve podobni plošči oziroma tri iz slovenskega prostora. Tale na levi je seveda starejša, iz 17. stoletja in spominja na poplave v Celju. Tole desno spodaj pa je oznake za ene transformatorske postaje ob Tržaški cesti, tukaj nedaleč na ljubljanskem Viču. In skratka, ta starejša tablica spominja na poplave v 20. letih, spodaj pa še ta novejša tablica, ki jo Agencija za okolje postavlja nekako zadnja desetletja in na ta način obeležuje. Skratka, teh pomnikov je veliko in jih lahko najdemo marsikje. Zdaj pa nas pa seveda ne danes govorimo tukaj o sušah in se pogovarjamo zato o javnih obeležjih posvečenih suši. In če govorimo o srednjeevropskem prostoru, govorimo tukaj o kamnih lakote, ki so v literaturi ponovno znani predvsem pod nemškim imenom Hungersteine. Zdaj, to je že doktorica Sušnik načela in je tudi Dunja povedala. Skratka, kamni lakote so hidrološke oznake, kar mogoče zveni malce preveč sofisticirano, zato da gre pravzaprav samo za naravne skale, ki se pač znajdejo seveda v rečnih strugah in skale, ki so lahko razmeroma majhne, lahko pa tudi večtonske in več metrov dolge in široke skale. In skratka, najbolj pomemben element je pa ta, da v normalnih razmerah, torej z nekim standardnim vodnim pretokom in standardno vodno gladino, se te skale seveda na gladini ne vidijo in se prikažejo šele takrat, ko gladina toliko upade, da se prikažejo na površju. In seveda s tem pa postanejo te skale že tako rekoč zlovešče znanilke suše in vseh problemov, ki sušo spremljajo. Torej, če upade rečna gladina, to napoveduje seveda ne samo suše in pomanjkanja vode, ampak v primerih številnih srednjeevropskih rek tudi
pač upad rečnega prometa in s tem izgubo službe za marsikatere prebivalce obrečnih področij in tako dalje. Zdaj, večina raziskovalcev se strinja, da zato, da rečemo nekemu kamnu kamen lakote, da mora biti vanj tudi nekaj vklesano. Torej, da nekatere skupnosti imajo lahko kamne, ki jim rečejo kamen lakote, ko se pač prikaže na površju, ampak brez nekih vklesanih dodatkov. Ampak tradicionalno pojmovanje pa je, da se morajo tak kamen obeležiti, ponavadi z letnicami suše, včasih pa tudi še kakšnimi drugimi sporočili. No, in ta sporočila in letnice so ponavadi vklesali domačini, ki so stanovali ob teh rekah. Zdaj točno identiteta teh ljudi v glavnem ni znana, ampak sklepa pa se, da so bili bolj kot ne neki rokodelci, tudi pač klesari seveda, ljudje, ki so bili na tak ali drugačen način odvisni seveda od teh rek, v katerih so postavili te kamne. Prostorsko, kako je s temi kamni. Torej, vsekakor je osrednji prostor, kjer najdemo te kamne, Nemčija. Tukaj je vsega skupaj, nekako se govori o približno 100 do 200 dokumentiranih kamnov v celoti. Je pa res, da neka prav sistematična študija, ki bi pokrila vse, kar obstaja, da je še ni, oziroma vse jaz nisem našel. Skratka, Nemčija je vsekakor osrednji prostor, Češka in Avstrija sta tudi še vedno precej reprezentativna. Potem pa še vidite torej posamezni primerki, ki so še razporejeni po Franciji, Švici, pa tudi na vzhodu, na Madžarskem in Poljskem, celo na Švedskem se kakšen najde, no pa zdaj dokaj od nedavnega tudi na Nizozemskem. Kot je že doktorica Sušnik povedala, torej je največ teh kamnov najti v reki Labi, ki izvira na današnjem Češkem in se potem pomika proti severu do Hamburga. In tukaj so raziskovalci našteli več kot 100 teh kamnov. Zdaj, koliko so pravzaprav ti kamni stari? Zdaj, po izročilu naj bi začeli ljudje klesati te letnice v kamne že v visokem srednjem veku. Mesto Pirna v Nemčiji, tudi na Labi, nekako trdi, da ima najdaljše izročilo in da je bil na njihovem kamnu vklesana že letnica 1115, mislim da. Ampak seveda je to težko dokazati, ker se taki napisi zabrišejo, še posebej na kamnih, ki so potem večino časa potopljeni v vodi. Tako da je tukaj vprašanje, če res lahko govorimo o tako dolgi tradiciji, ampak vsekakor pa je možno dokazati, da so te letnice klesali najmanj od 17. stoletja naprej, torej prej je bila omenjena suša leta 1616 in ta se že pojavlja na več kamnih. Je pa seveda, ti kamni niso bili prav zelo aktualni in splošno znani vse do 19. stoletja. Šele v tem času so nekako začeli se ljudje bolj zanimati zanje, torej več je bilo tudi suš in ob teh priložnostih je tisk poročal, je torej to bil tak pripravna zadeva, da se pač da neka fotografija ali risba teh kamnov v tisk in je bila dobra ilustracija suše, ki se je takrat dogajala kot nek tak viden simbol. In tudi v tem času pravzaprav je šele dokumentiran prvič izraz kamen lakote, torej to je tudi ni nek srednjeveški izraz, ampak je takrat bil populariziran skozi tisk, pa tudi en roman, ki je šel s tem naslovom v tem času. In potem seveda, ko so se kamni videli, in je tisk o tem govoril, so začeli tudi obiskovalci hoditi in gledati te kamne kot neke znamenitosti. In je tako nekako od konca 19. stoletja so postali ti kamni to, kar so danes. Zdaj, seveda, eden najbolj privlačnih elementov so bili ti dodatni napisi, torej če so bili postavljavci inovativni, niso samo klesali letnice, ampak so hoteli še kakšno sporočilo dodati nekemu prihodnjemu bralcu, ki spet vidi te
te kamne, a ne, so potem lahko dodali še kakšna taka dramatična sporočila in med njimi je tak, ki sem ga dal v naslov predstavitve, če me vidiš jokaj, seveda najbolj znan. So pa še druge variacije, tukaj omenjam še tega jokali smo, jokamo in vi boste jokali. Je pa še več raznih variacij. Je pa še en element, torej vsi ti napisi so v nemščini. In to zaradi tega potem tudi lahko govorimo, da so ti kamni postali neke vrste obeležja nemškega nacionalnega prostora. Torej tudi v tisku so se uporabljali kot neki dokumenti nemške prisotnosti na tem prostoru. In tako da vsi kamni lakote sicer niso izrecno nemški, ampak dostikrat pa so se interpretirali tudi na ta nacionalistični način, še posebej seveda od 19. stoletja naprej. Zdaj, situacija na Avstro-Ogrskem je bila taka, da čeprav je Nemčija sicer imela več kamnov lakote, pa je Avstro-Ogrska imela najbolj slavne kamne lakote. In vsekakor najbolj znan je ta, ki sem ga že pokazal tudi do zdaj na več fotografijah, ker je pač najbolje dokumentiran, je ta v Dečinu na današnjem Češkem, ki je vsekakor tudi danes najslavnejši, verjetno tudi največji, ker gre za skalo dimenziji 5x3 metre. In sklepa se tudi, da je eden od najstarejših, če ne najstarejši od vseh dokumentiranih. In tukaj je par fotografij, torej ta kamen se je znašel na razglednicah, tudi slovenski tisk o njem poročal in povzemal fotografije in risbe iz avstrijskega tiska o njem. In na tej desni sliki pa je možakar Franz Mayer, ki je bil lastnik več ladij, ki so plule po Labi, in pravzaprav je on dal vklesati ta napis, če me vidiš jokaj, v ta kamen. Tako da tukaj spet nekateri avtorji ponovno nakazujejo, da je to že nek srednjeveški napis, ampak v resnici je napis nastal šele na začetku 20. stoletja. Tako da ta kamen je bil res taka atrakcija in je še danes obstaja in se ga da obiskati, je malo potisnjen bližje obali, tako da ni treba čakati na sušo, da se preberejo napisi na njem. Potem v tem avstro-ogrskem delu Labe je bilo še več manjših kamnov, ki pa niso bili ravno tako propagirani. Omenijo se še kamni v Donavi, torej predvsem en je bil poznan v Budimpešti, ki se še danes včasih vidi in ga madžarski raziskovalci in potapljači šaljivo imenujejo najnižji gorski vrh na Madžarskem. Kar se pa teh prostorov bliže nam tiče, je pa zanimivo, da se v Muri, v okolici Gradca in prav v mestu Gradec omenja več teh kamnov. Časopis je poročal o dveh kamnih, v katerih naj bi bile letnice iz 16. in 17. stoletja. Potem pa še je tudi že bilo danes govora o suši leta 1921 in takrat je pa tudi takratni graški župan slovenskega rodu, socialdemokrat Vincent Muhič, izkoristil priložnost in so tudi sredi Gradca postavili en tak kamen v Muro. Zdaj, kakšna je usoda teh kamnov, tega ne znam povedati, malo sem poizvedoval v Gradcu, ampak mi niso znali povedati, pa tudi očitno se ne vidijo danes tako v rečni strugi. In potem še to vprašanje, kamnov lakote na Slovenskem. Torej, ko sem začel s to raziskavo, nisem bil optimističen in tudi v povzetku sem napisal, da za Slovenijo še ni dokumentirano, da to obstaja. Ampak po izvedbah in raziskovanju sem prišel do zaključka, da take kamne smo vendarle imeli, zdaj uporabljam preteklik, ker za današnje stanje nisem prepričan. Skratka, dokumentiral sem 3, ki jim zdaj treba dodati še tega, ki ga je doktorica Sušnik omenila in gotovo so tudi še kakšni drugi. Skratka, vsi teli 3, ki sem jih jaz zbral, so povezani s sušo leta 1834. Ta suša je bila ena v nizu več sušnih let, nekako 1832 do 35, ampak leta 1934 je bila še posebej močna in huda suša, tako da
v kronikah je veliko govora o tem, da so reke skoraj presušile, rečna trgovina po Savi do Hrvaške se je tako rekoč prekinila, v Kranju je Kokra povsem presahnila, tudi ljudje so bili prisiljeni klati živino, ker enostavno ni bilo vode za napajanje in so potem več let se morali vzdržati uživanja mesa, da bi lahko vzgojili novo generacijo domačih živali in tako dalje. Zdaj, na dolgi rok pa je v tem slovenskem kulturnem spominu od tega leta ostalo predvsem to, da je bilo tega leta izvrstno vino. In pač sušno leto pomeni dobro vino in tako da so pričevanja na več koncih, med drugim tudi Fran Levstik govori o tem, kako izvrstno je bilo vino v tem letu in vino je bilo znano pod imenom 34, tako da veliko pričevanj v zvezi s sušo se začne in konča s kvaliteto tega vina. Ja, skratka, torej ponovno med sušo 1921 so slovenske reke tudi upadle in takrat se je pojavil v časopisju spet interes za kamne lakote. No in mariborski časopisi so poročali, da se je en kamen pojavil v Dravi, nekako v višini Mariborskega otoka, in samo z vklesano letnico 1834. Potem drugi časopisi so poročali, da je tudi v Savi v višini Zidanega mosta, da obstaja en tak kamen, in potem se je oglasila še ena ženska, ki je napisala še več podatkov in je potrdila, da se tega kamna in letnice na njem še spominja kot otrok in da so ji starši pripovedovali o sušnem letu. No, potem pa imamo še tale primer tukaj na fotografiji, ki je primer nekako na pol kamna lakote. Torej, nekateri raziskovalci štejejo tudi napise, ki niso prav v rečnih kotanjah ali v jezerskih globinah, pa tudi spominjajo na sušo, tako da za nekatere tudi to velja za kamen lakote, tako da recimo, da tole na pol šteje. No in skratka je napis vklesan nad Stransko vasjo, nad Žužemberkom, in se pravi se vidi v lejte 1834 je bila huda shusha, torej še ta bohoričica, kar kaže, da je napis mogel nastati res takoj po suši ali v naslednjih letih. In ja, je pač zanimiv pomnik na to obdobje, ki ostaja še danes in ki je praktično edini od teh, ki jih tukaj naštevam, da se ga da obiskati. Zdaj za tele kamne v Dravi in Savi pač nisem šel osebno preverjati, nažalost, ampak težko bi bilo dokazati, da ti kamni še obstajajo. No in da sklenem, skratka, kamni lakote, tako je drugače, čeprav ne moramo točno locirati, od kdaj obstajajo, so vsekakor najmanj nekaj stoletij star pojav, istočasno pa je pojav, ki je aktualen tudi dan danes. Sušami se spopadamo še vedno in še več kot nekoč, tako da med temi zadnjimi sušami 2018 in 2022 so se številni ti kamni prikazali v srednjeevropskih rekah na vodni gladini, tako da je bilo mogoče v tem času kar veliko prebrati tudi o tem v novicah. In je celo to spodbudilo nov val nastajanja kamnov, torej nekatere so še dodatno namestili v reke in jih vanje vklesali te letnice. In tako da pač zaradi klimatskih sprememb, s katerimi se spopadamo, so ti kamni zaživeli neko novo življenje in so ponovno postali aktualni kot označevalci vseh teh posledic, ki prihajajo s sušo. No in recimo tukaj na tej spodnji fotografiji je en zanimiv primer, so aktivisti Greenpeacea postavili leta 2018 v Labo en kamen, v katerem so združili na nek način to izročilo preteklosti z svarilom za prihodnost in so napisali: "Če me vidiš, je klimatska kriza." Hvala lepa.